Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnja pravljica nas bo popeljala v svet domišljije, kjer bomo spoznali radovednega dečka po imenu Primož, ki se bo s kančkom poguma in veliko domišljije podal na dan, poln razburljivih in nepozabnih dogodivščin. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Kapitan Pustolovec. Nekega poletnega dne se je v sončno jutro prebudil 9-letni deček po imenu Primož. Primož je bil poln domišljije o neverjetnih pustolovščinah ter zgodbah o pogumnih raziskovalcih. In ravno danes je bil tisti prav poseben pustolovsko obarvan dan. Primož je vedel, da ga čaka nekaj neverjetnega. Pustolovščina, ki se bo odvijala prav na njihovem čarobnem vrtu. Njegove rjavo-zelene oči so zažarele od vznemirjenja, srce pa mu je pričelo hitreje biti. Danes bom kapitan Pustolovec, je navdušeno vzkliknil. Odprl je omaro, poiskal rdeče ogrinjalo ter si ga ogrnil čez ramena. V škatli z igračami je poiskal še kaleidoskop, ki se je v tistem skrivnostnem trenutku čudežno spremenil v pravi teleskop. Primož je postal kapitan Pustolovec, pripravljen na raziskovanje neznanih dežel. Pogumno je stopil na vrt, ki se je kar naenkrat v Primoževih očeh spremenil v mnogo več kot le navaden vrt poln rastlin. Previdno je stopil med grmičevje in trato, ki so v tistem skrivnostnem trenutku postali nedotaknjen pragozd. Vsak njegov korak je bil preudaren, saj ni želel zmotiti skritih bitij, ki so v njegovi domišljiji prežala prav za vsakim grmom. Tukaj so ogromne kače, si je mrmral Primož in se sklonil, ko je zagledal dolge cevi za zalivanje, ki so se v njegovem domišljijskem svetu v tistem skrivnostnem trenutku preobrazile v nevarne plazivce. Ob vsakem počasnem premiku se je Primož počutil, kot da je na robu velikega odkritja. Medtem ko je pazljivo opazoval okolico, je naletel na čudovite zaklade. Bleščeče kamne in barvite cvetlice, ki so se čarobno svetlikale kot skriti dragulji. To je pravi zaklad, je vzkliknil Primož in barvite cvetlice skrbno shranil svoj namišljeni nahrbtnik. Nato se je pričel prebijati skozi pragozd kot pravi raziskovalec. Z igrivimi koraki je preskakoval z enega drevesa na drugega. No, pravzaprav je skakal med grmovi na vrtu. A vendar je njegovo srce poskakovalo od veselja, saj je raziskoval neznane dežele in svet, kjer poprej ni stopil še prav nihče. Po raziskovanju pragozda pa je bila na vrsti nova pustolovščina. Jadranje po prostranem oceanu. Njegov moder otroški bazenček, ki je stal na trati, je v tistem skrivnostnem trenutku v Primoževih očeh postal širna morska gladina, polna skrivnosti in namišljenih nevarnosti. Brez pomisleka se je spremenil v kapitana pustolovca, pogumnega poveljnika velike ladje, ki je svojo posadko vozil skozi divje valove tistega prostranega morja. Primož, ki je imel na glavi kartonast klobuk in je v tistem skrivnostnem trenutku postal prava kapitanova kapa, je s teleskopom v roki iskal tam daleč na obzorju tiste oddaljene otoke s palmami ter oprezal za skrivnostnimi morskimi deklicami in delfini. Kar naenkrat pa je zapihal silovit veter
in kapljice iz vodnega razpršilnika na vrtu so poškropile Primoža. Joj, na obzorju se kropi grozna nevihta, je vzkliknil Primož. Valovi v modrem otroškem bazenčku so se pričeli dvigovati više in više. Kapitan Pustolovec je moral hitro ukrepati. Pogumno je zavrtel svoj napihljivi plavalni obroč, ki je v tistem skrivnostnem trenutku postal veliko ladijsko krmilo. Na vso moč se je trudil, da bi svojo ladjo z namišljeno, a prestrašeno posadko pripeljal na varno v pristanišče. Zahvaljujoč Primoževi hitri ter premišljeni akciji in njegovemu neizmernemu pogumu se je vse dobro izteklo. Preživeli smo nevihto, je glasno ter navdušeno zaklical. Morska gladina se je znova umirila in Primož je srečen ter zadovoljen sestopil na kopno z velikim nasmeškom na obrazu. Dan se je pričel prevešati v večer. Sonce se je pričelo počasi spuščati proti obzorju in v tistem trenutku, ko so se zlate barve razlile po nebu, se je Primoževa pustolovščina končala. Svoje rdeče ogrinjalo je skrbno pospravil nazaj v omaro, kalejdoskop pa je položil v škatlo z igračami. Široko se je nasmehnil, saj je bil vesel, ker je doživel dan poln pustolovščin in poguma. Primož je ponosno stopil na vrt, se zazoril naokoli ter se spomnil vseh nevarnosti, ki jih je premagal, vseh zakladov, ki jih je odkril in vseh neznanih dežel, ki jih je obiskal. Tako je tistega čudovitega poletnega večera z nasmeškom na obrazu in radostjo v srcu ter poln navdušenja Primož stekel proti hiši. Vedel je, da bo duh kapitana Pustolovca ostal z njim še naprej in da ga morda že jutri čaka še veliko razburljivih dogodivščin. Čudovita, domišljijska obarvana pravljica. In tako se je dan našega kapitana Pustolovca končal, a njegova čarovnija ni izginila. Primož je spoznal, da se najlepše pustolovščine ne skrivajo vedno v daljnih deželah in na širokih morjih. Včasih jih lahko ustvarimo kar sami, na domačem vrtu, če le imamo pogum, domišljijo in odprto srce za nove dogodivščine. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še 2 domišljijskima pravljicama z naslovoma Hej, vele dedi ter Vele dedijeva zelena podmornica. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, naj bodo tudi vaši dnevi pustolovsko obarvani. Pošiljam vam pravličen pozdravček v družbi kapitana Pustolovca. Čau, čau. Bravo. Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Ponovno sem na elektronski naslov prejela sporočilo mamice 2 fantov po imenu Enej in Nal, ki rada prisluhneta pravljicam. Le katero pravljico si želita slišati? Pravljico o slovitem angleškem junaku ter izurjenemu lokostrelcu. Legende pravijo, da je skupaj s prijatelji ropal bogate in zaplenjeni denar ter bogastvo dajal revnim. Bravo, Robin. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo kratki pravljici z naslovom Pustolovščine Robina Hooda, ki sta se jih zaželela slišati Enej in Nal. Nekoč je v Angliji živel mlad plemič Robin iz Loxleya, ki je bil zvest vitez Richarda Levje Srčnega.
Med kraljevo dolgo vojno na tujem se je oblasti polastil njegov brat, princ John, in za zločince oklical vse tiste, ki so se mu uprli. Med temi je bil tudi Robin, ki se je moral zateči v Sherwoodski gozd. Pod vzdevkom Robin Hood se je pridružil skupini izobčencev in ropal kočije plemičev in pobiralcev davkov, ki so delali za krutega šerifa Nottinghamskega. A Robin ni bil navaden tat. Plena namreč ni zadržal zase, temveč ga je delil z domačini, ki so obobožali zaradi visokih davkov neusmiljenega kralja Johna. Številni kmetje so padli v tako hudo revščino, da so z družinami zapustili domove in se v Sherwoodskem gozdu pridružili Robinu in njegovim možem. Čeprav je Robin pretrgal vezi s plemiško preteklostjo, je še vedno ohranil stike s prikupno Lady Marian, prijateljico iz otroštva in sestrično kralja Richarda, ki je redno obiskovala dvor. Mladenka se je kljub nadzoru šerifa Nottinghamskega, ki je poskušal z njeno pomočjo ujeti izobčenca, pogosto odkradla v gozd, kjer se je srečevala z Robinom in mu poročala o najnovejših načrtih krutega kralja. Čas je mineval in pritožbe zaradi Robinovih ropov so se množile. Nekega dne je zato kralj John razglasil tekmovanje, da bi razvedril plemiče in pomiril vse podložnike, ki so ga sovražili zaradi ošabnosti in pohlepa. Novica o tekmovanju se je bliskovito razširila med možmi v Sherwoodu. Kralj bo priredil tekmovanje v lokostrelstvu, ki se ga lahko udeleži prav vsak. Robin je sklenil izkoristiti popolno priložnost, da se približa kralju in ga enkrat za vselej premaga. Ker je bil najboljši lokostrelec v deželi, se je preoblekel v kmeta in se v kraljevo palačo odpravil v spremstvu zvestih mož, ki so bili prav tako zakrinkani. Na tekmovanju je zadel vsako tarčo in požel veliko odobravanje gledalcev. Ako bi morali razglasiti zmagovalca, je snel kapuco, vsem razkril svoj obraz in se zapletel v boj s šerifovimi vojaki. Drugi člani njegove druščine so mu takoj prihiteli na pomoč. Čeprav so se izobčenci iz Sherwoodskega gozda pogumno in neumorno borili, ter so na svoji strani imeli tudi množico preprostih ljudi, je kralj John kmalu dobil okrepitve iz gradu in Robinu s prijatelji je kazalo slabo. A ravno v pravem času se je iz vojne vrnil kralj Richard levje srčni. Lady Marian mu je na dvoru brž povedala za Johnovo izdajo ter dodala: Robin iz Locksleyja ti je ostal zvest in se je pogumno uprl tiranu, ki si je prisvojil oblast. Richard je vojakom ukazal, da takoj aretirajo princa in njegove zaveznike, Robinu pa je vrnil plemiški naslov in zemljo, ki so mu jo po krivici vzeli. Ko je kralj opazil ljubezen med svojo sestrično in mladim moškim, je blagoslovil njuno zvezo in v gozdu so jima priredili veliko svatbo. Od tedaj sta Robin in Marian živela skupaj v radosti in složnosti, kralj Richard pa je še mnogo let modro vladal v Angliji. Ja, super zgodba, kaj ne? In tale zgodba pustolovščine Robina Hooda je izšla v zbirki z naslovom Najlepše klasične pravljice. Sicer sem prebrala krajšo različico pustolovščin Robina Hooda, a kljub temu verjamem, da smo vsi spoznali, da lahko Robina Hooda označimo kot srčnega, pogumnega in vztrajnega. Junaka, ki se je boril za pravičnost. Bravo. Sicer pa je poleg knjižnih del Robin Hood osvojil tudi gledališke odre ter seveda tudi filmska platna širom sveta. Enej in najlepša hvala za idejo o pravljici z glavnim knjižnim junakom Robinom Hoodom. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici Pepelka, v
kateri je bila glavna junakinja prav tako srčna, pogumna ter vztrajna kot junak današnje pravljice Robin Hood. Prijeten pozdravček Eneju in Nalu ter seveda vsem poslušalcem pravljic. In otroci, naj vas v življenju vodi srčnost ter poštenost. Lepo se imejte. Čau, čau. Ja. Simpatična pravljica, ja? Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tudi tokrat sem prejela prijazno elektronsko sporočilo Valove mamice. Val zelo rad prisluhne pravljicam in njegova pravljična želja je res nekaj posebnega. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo Valovi pravljici z naslovom Hej, velededi, ki je nastala izpod peresa Paula McCartneyja, nekdanjega člana glasbene skupine The Beatles. Lucija, Tomaž, Ema in Bobby so konec tedna prišli k dedku. Bil je eden tistih dni, ko gre vse narobe. Nebo je bilo sivo, pršelo je in vsi so bili tako zdolgočaseni in nataknjeni, da se jih nisi smel dotakniti. Mulčki, nasmeh, je rekel velededi in iz hlačnega žepa potegnil šop razglednic. Oglejte! Ema je izbrala razglednico s fotografijo peščene plaže in safirno modrega morja. Želim si, da bi šli tja, velededi, je dejala. Poskusimo, je pokimal velededi. Segel je v žep suknjiča in izvlekel star zarjavel kompas. Podrgnil ga je, ga primaknil k razglednici in igla se je začela vrteti okrog in okrog. Igla se je zavrtela, pustolovščina začela. Kot v čarovniji se je zabliskalo, čiračara čiribi, vse se v hipu spremeni. Otroci so se znašli na zlati obali, po prstih so izvlečkali nežni valovčki. Voda je bila prijetno hladna. Na plaži z razglednico smo, se je zasmejal Bobby in se s pljuskom pognal v morje. Čarobni kompas pa še ni miroval. Jata leteči hrib je skočila iz vode. Hej, velededi, so vzklikale. Šola ribjega skakanja. Pridite, mulčki, je dejal velededi. Zajahajte jih. Šola? Je šepnil Tomaž. Upam, da ne bo treba seštevati. Na hrbtih lesketajočih se letečih rib so dolgo drseli prek bleščečih modrih valov in si končno vdahnili na toplem pesku. Zidali so gradove iz mivke, ležali v senci kokosove palme in lizali sladoled. Popolnoma so pozabili na deževni dan. Takrat pa, au, je zakričal Bobby. O ne! Nenadoma je iz morja prilezla cela vojska rakovic in zakorakala proti veledediju in otrokom. Hej, velededi, je vzkliknila Ema. Bi šli kam, kjer je manj grizenja? Ja, mislim, da imaš prav, se je odzval velededi.
Čarobni kompas je naglo približal drugi razglednici. Na njej je bila slika kavboja. Igla se je zavrtela, pustolovščina začela. Zabliskalo se je in zaiskrilo in spet čira čara čiribi, vse se v hipu spremeni. Velededi in otroci so se znašli v puščavskem kanjonu z zelenimi trnastimi kaktusi. Proti njim je na čudoviti lipicanki galopiral kavboj z rjavim klobukom. Ejoj, kako lepa lipicanka, je občudujoče vzkliknil Velededi. Zakaj ji praviš lipica? Se je začudila Ema. Lipicanka je vrsta kobile in ne drevo, je pojasnila Lucija. Velededi je zažvižgal in že je prigalopiralo 5 novih kobil. Otrokom je pomagal v sedla in skupaj s kavbojem so se pognali po kanjonu. Hi! Je zakričal Bobby. Hitreje! Je vzklikala Lucija, ki je veter mršil lase. A zakaj se je v daljavi začel dvigovati obrak prahu? O ne, velika čreda bizonov je topotala proti njim. V kanjonu je odmevalo glasno mukanje govedi. Tomažu ni uspelo razjahati. Njegova kobila se je uspela na zadnje noge in ga stresla na tla. Ne boj se, Tomaž, je zavpil Velededi in zgrabil svitek vrvi na kavbojevem sedlu. Zavihtel je laso, ujel Tomaža v zanko in ga dvignil k sebi na kobilo. Udir, mulčki, je ukazal Velededi, na vso moč. V zadnjem hipu so se izognili divji čredi. Hej, Velededi, je zasopel Tomaž. Bi šli kam, kjer je manj divjanja? Ja, prav imaš, je pokimal Velededi. Tu mi je prevroče. S kompasom se je približal tretji razglednici. Igla se je zavrtela, pustolovščina začela. Še preden so otroci videli, kaj je na sliki, se je zabliskalo in zacvrčalo. Kot bi trenil, čira čara čiribi, vse se v hipu spremeni. Velededi in otroci so se znašli na vrhu visokega hriba, obsijanega s popoldanskim soncem. Ema, Bobby, Lucija in Tomaž se niso naveličali smejati in valjati po travi med dišečimi rožami. Velededi je v roke vzel staro kitaro in začel brenkati pesmico. Mu! Hej, Velededi! So pozdravile prijazne krave in zvonci pritrkavale pesmici. Velededi je iz žepa vzel majhen raztegljiv daljnogled in otroci so si z njim ogledovali zasnežene vrhove. Nenadoma so zaslišali bobneč zvok. O ne! Hej, Velededi, poglej! Je kriknila Lucija, ki je kukala skozi daljnogled. Velika gmota snega je drsela po pobočju planin nad njimi. Plas. Hitro, mulčki, je ukazal Velededi. Skočite! Tik preden je plas prihromel do njih, so Velededi in otroci zajahali prijazno kravo. Pohiti, krava, pohiti, je vzkliknil Velededi. Čarobna moč kompasa jih je dvigovala više in više. Švicarske krave so izjemne letavke, se je zasmejal Velededi. Jahati na kravi je sicer zabavno, a dan je bil presneto dolg. Hej, Velededi, je zazehala Lucija. Bi šli nekam, kjer je več spanja, se je zahahljal Velededi. Presneto dobra zamisel. Tokrat je iz žepa namesto kupa razglednic potegnil fotografijo svoje hiše. Igla se je zavrtela, pustolovščina začela. Približal je kompas in svet okrog njih se je začel vrteti in iskriti. In takrat
Čira čara čiribi so se znašli v veledetkovi dnevni sobi. Kompas pa še ni nehal čarati. Znova se je zabliskalo in otroci so bili pripravljeni na spanje. Z umitimi zobmi in obrazi so do vratu pokriti ležali v posteli. Še nekaj minut in Tomaž, Bobby, Lucija in Ema so zaspali in sanjali o novih pustolovščinah. Igla se bo zavrtela, pustolovščina začela. Lahko noč, velededi. Ja, poglejte našo druščino. Bravo, dedi, za odlično pustolovsko žilico. Zelo fino bi bilo, če bi tudi mi lahko imeli tako čaroben kompas, kaj ne? Val, najlepša hvala za idejo o čudoviti pustolovsko obarvani pravljici. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni pustolovsko obarvani pravljici z naslovom Lov na medveda, v kateri bi so spoznali družino, ki se je odpravila na izlet z željo poiskati medveda. In ne boste verjeli, na koncu so ga tudi našli, a nad medvedom niso bili najbolj navdušeni. Prijeten pozdravček Valu, ter pa seveda vsem ostalim, ki tako radi prisluhnete pravljicam v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte, bodite raziskovalnega duha in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau! Super pravljica. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Se še spomnite pustolovsko obarvane pravljice z naslovom Hej, velededi, v kateri je dedi s svojim mulčkom pripravil čudovito popotovanje po najrazličnejših deželah? No, tokrat se je dedi z mulčki odpravil na novo, zanimivo popotovanje in na njihovi poti se jim je pridružila še velebabi. Zagotovo je pred nami čudovita, domišljijsko obarvana pravljica. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici, nastali izpod peresa znamenitega angleškega glasbenika Paula McCartneyja z naslovom Velededijeva zelena podmornica. Bil je vroč poletni dan. Prevroče, je rekel Tomaž. Ostali mulčki, Lucija, Ema in Bobby so se strinjali. Iz vrtne lope je pokukal velededi. Če vam je prevroče, pridite k meni. Dobrodošli v veleskrivni lopi izumov, je rekel velededi. V lopi jim je bilo hladno, kot bi pili ledeni čaj ali šli v drsalni raj. Vse naokrog je bilo polno nenavadnih naprav za hlajenje. In vse vrste skrivnostnih izumov, seveda. Ko so mulčki stikali po lopi, je Lucija opazila sliko velebabi, pustolovske stare mame. Velededjeve oči so se zaiskrile. Pustolovščine ima še raje kot jaz. Kdaj jo bomo spet videli? Je vprašal Bobby. Mogoče bi bila prava pustolovščina, če bi jo poiskali, je menila Ema. Veleumi razmišljajo na soroden način, je pritrdil velededi. Imam načrt. Sledite mi. Po skrivnem prehodu jih je popeljal do zaklenjenih vrat. Tole je moj najboljši izum, je dejal velededi in odklenil vrata. Zagledali so lesketajočo se zeleno podmornico. Kakšna lepota,
je vzdihnil velededi. Medtem ko so plezali vanjo, je velededi iz hlačnega žepa potegnil čudežni kompas. Brez majhne čarovnije ne moremo odpluti. Veste, to ni navadna podmornica. Naj se čudežna magnetna igla zavrti, naj naša podmornica lopo takoj zapusti. Rom pom pom švist. Zelena podmornica se je stresla in zamajala, šinila v zrak in šinila skozi loputo na strehi. Ko je drvela med oblaki, so mulčki veselo vzklikali. Po nebu plavamo, se je radostila Ema. Že vem, kdo bi nam lahko pomagal najti velebabi, je rekel velededi. Leteli so naprej, prepevali in opazovali svet daleč spodaj. Mulčki, kmalu bomo na cilju, je vzkliknil velededi. Podmornica je pristajala med temnimi deževnimi oblaki. Trdno se držite! Ob sunkih vetra in vrtincih zraka so se spuščali vse niže in niže in niže in pristali na robu vasice. Hej, velededi, je vzkliknil mož na visokem belem žrebcu. Smehljal se je in mu veselo mahal. Pristali smo na pravem kraju, je dejal velededi. Naj vam predstavim prijatelja Ravija. Prispeli ste točno ob začetku slavja, je rekel Ravi. Velededija in mulčke je odpeljal na senčno teraso. Z nje so imeli otroci sijajen razgled na praznovanje. Velededi in Ravi sta jim pripovedovala zgodbe o velebabičinih pustolovščinah. Ravi je brenkal na lutnjo in dejal: Te melodije me je naučila velebabi. Če bi jo radi našli, preprosto sledite zvokom. Poglejte, kako živali ob glasbi pojejo in plešejo. Med poslušanjem se je napevu pridružil nov šum. Tlik tlak, blink blonk. Začelo je deževati. Ojoj, je rekel Bobby. Dohitela nas je nevihta. Skozi monsun ne bomo mogli leteti, je med nalivom dejal Tomaž. Ne bodi v skrbeh, je odvrnil velededi. Ni nam treba leteti. Hitro, mulčki, stecite v podmornico. Zeleno podmornico je voda odnašala s seboj. Krcali so se zadnji hip. Medtem ko so brzeli po reki, jim je Ravi mahal slovo. Velededi, kam nas nosi reka? Je vprašala Lucija. Prepričan sem, da proti oceanu, je odvrnil velededi. Ko so pluli skozi bohotno džunglo, so zaslišali znani napev. Živali ob bregu so prepevale drobce velebabičine pesmi. Peljali so se mimo tigrov in tukanov, ptic in pavijanov, leopardov in lemurjev, bradavičastih svin in volovskih žab. Če bomo sledili glasbi, bomo zagotovo našli velebabi, je rekel Bobby. Reka se je razlila, pripluli so v njeno ustje in zelena podmornica se je začela potapljati niže, nižje, vse nižje v svetlikajoči se modri ocean. Globlje in globlje, ko so se spuščali, bolj zanimive ribe so srečevali. Velededi jim je radostno razkazoval delfine, morske pse in kite. Živali so jih vznemirjene opazovale. Nenadoma se je podmornica stresla in zagrnila jih je tema.
Znašli so se v objemu lovk vele hobotnice, ki je spuščala v vodo oblake črnila. Bilo je tako temno, da vele dedi ni našel čarobnega kompasa. Takrat je še njega malce zaskrbelo. Nekaj sem zaslišal, je živčno rekel Bobby. Zveni kot glasba, je dejal vele dedi. In vedno glasnejša postaja. Glasnejša in svetlejša. Ob zvokih je ocean zažarel v 1000 barvah. Bila je vele babi. Njena ogromna podvodna ladja jim je plula naproti. Ko se je približevala, je začela hobotnica plesati, zato je spustila zeleno podmornico. Vele dedi in mulčki so bili rešeni. Tudi ostale morske živali so se pridružile hobotničinemu divjemu plesu. Tok čarobne glasbe z vele babičine ladje je ovil zeleno podmornico. Jo povedal skozi vodo in dvignil nebo. Po zraku so pluli nad morji in kopnim, vse do vele dedijevega vrta. Eno od oken ladje, harmonike, se je škripajoče odprlo. Hej, vele babi! Vele dedi in mulčki so ji mahali, medtem ko je plezala z ladje. Vele babi rešiteljica, je rekla kapitanka, pomežiknila in jih tesno objela. Ojoj, kako ste zrasli, je začudeno dejala vele babi. Nisem vedela, da sem bila na poti tako dolgo. Po tej utrudljivi pustolovščini si lahko privoščimo čaj in piškote, je menil vele dedi. Ko so se udobno namestili v dnevni sobi, jim je vele babi pripovedovala o svojih podvigih. Potem je prišel čas za spanje. Mulčki so zlezli v postelje, vele babi pa jim je na harmoniko igrala uspavanke. Kaj, če bi šli na potovanje s tabo, vele babi? Je predlagal Tomaž in zazehal. Zakaj pa ne? Je zašepetala vele babi. Zabavno bo. Ampak zdaj morate zaspati. Vele babi in vele dedi sta malčke poljubile za lahko noč in prav kmalu so zaspali. Vele babi se je obrnila k vele dediju in se nasmehnila. A tudi on je zaspal. Prijetne sanje, mulčki. Prijetne sanje, vele dedi. Ja, prav zares čudovita ter predvsem razburljiva pravljica, ki nas je ponesla v pravljični domišljijski svet. Me prav zanima, kakšno bo nadaljevanje teh dveh čudovitih pravljic. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še prvemu delu pravljice z naslovom Hej, vele dedi. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, bodite raziskovalnega duha. Pošiljam vam pravličen pozdravček v družbi vele dedija, vele babi in mulčkov. Čau, čau. Bravo. Zelo lepa pravljica. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico z veseljem poklanjam Inji in Filipu, ki bosta nocoj skupaj z nami stopila v svet skrivnosti, poguma in prav posebne preiskovalne naloge. Tokrat nas čaka zgodba o pogumni Piki, ki je uspelo nekaj zares posebnega. Pridružila se je namreč posebni enoti in postala prava preiskovalka.
Ob sebi ima tudi zvestega službenega psa Puhka in skupaj sta pripravljena rešiti še tako zapleten primer. A namesto velikih tolovajev jo čaka čisto drugačna naloga. Namreč poiskati bosta morala izginulo plišasto igračo. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici za Injo in Filipa z naslovom Misija izginula igrača. Za Piko je napočil velik dan. Čestitam, Pika, reče načelnik Rudi. Opravila si izpit, zato se lahko pridružiš naši posebni enoti. Sanje so se ti uresničile. Zdaj si preiskovalka. Izvoli svojo značko. Svoje prve naloge se boš lotila kar takoj. To je Puhek, službeni pes, ki bo odslej tvoj pomočnik in te bo spremljal na vsakem koraku. Razumem, načelnik. Kakšno nalogo pa imam? Koliko tatov moram poloviti? Kar pripravite se. Zapori v Hrastovem dolu bodo hitro polni. Ne, nobenih tatov ne bo treba loviti, odvrne načelnik. Tvoja naloga je najti plišasto igračo malega Petra. Pravkar nas je klicala njegova mama. Računam nate in na to, da bo igrača pri njenem sinku še preden pade noč. Igrača? To sploh ni prava naloga, razočarano vzklikne Pika. Motiš se. Stvar je zelo resna. Plišaste igrače zdaj že nekaj tednov zapored izginjajo po vsem Hrastovem dolu. Nujno moramo ukrepati. Srečno, preiskovalka Pika. Upam, da se boš izkazala. Pridi, Puhek, saj nimava druge izbire. Danes do večera morava najti igračo, jutri pa začneva z iskanjem pravih tatov. Pa poglejva. Preiskavo bi lahko začela kar pri fantku, ki pogreša svojo igračo. Nadeni si čelado in drži se, da te ne bo odneslo. Greva, Puhek. Misija izginula igrača se začenja. Pozdravljen, Peter. Jaz sem preiskovalka Pika in to je moj službeni pes Puhek. Njegov voh nikdar ne zataji. Menda si izgubil plišasto igračo? Brez skrbi. Našla jo bova. Kakšna pa je tvoja igračka? Rožnata, zaihti fantič. Za rožnatega dinozaura gre. Kdaj si ga nazadnje videl? Bil je z mano, ko sem zlezel v posteljo. Brez svoje igrače ne morem zaspati. Si ga danes nesel s seboj v šolo? Ne vem. Dinozaver. Hočem svojega dinozaura. Prav. Poglejmo v tvoji sobi, morda bomo našli kakšen namig. A po pregledu se je izkazalo, da v sobi ni ničesar, ne pod odejo, niti pod posteljo. Preiskavo bova nadaljevala v šoli, Puhek. Spotova se bova ustavila v trgovini. Preverila bova, ali je mali Peter, ko se je z mamo vračal iz šole, svojo igračo morda pozabil tam. Šment. Tudi tu ni nobenega sledu v njej. Ampak saj si slišal, kaj je ukazal načelnik. Plišastega dinozaura morava najti še preden se znoči. To je Petrova učilnica. Puhek,
Nehaj ovohavati posodice za barvo. Tvoj smrček bo videti kot mavrica. Tudi tukaj ni ničesar. O plišasti igrači ni niti najmanjšega sledu. A po drugi strani je zdaj vsa šola polna najinih sledi. Tale naloga pa ni tako preprosta, kot sem mislila, da bo. Kmalu se bo zvečerilo, najino iskanje pa še vedno ni obrodilo sadov. Ostal nama je samo še park, potem pa lahko rečeva, da sva prečesala ves hrastov dol. O ne, tudi tukaj ni ničesar, kot bi se igrača vdrla v tla. Načelniku bova morala priznati, da nama je spodletelo, čeprav sem bila povsem prepričana, da ga ne bom razočarala. Upam, da mi bo dovolil obdržati značko. Vrniva se na postajo. Hej, Puhek, kaj te je prijelo? Kam greš? Vrni se! Kaj si prinesel? Odnesi to nazaj na svoje mesto. Takoj! Že tako jih bova slišala, ker nisva opravila svojega dela. Zdaj pa še tole? Plišastih igrač se ne sme krasti. Plišastih igrač? Hej, to je vendar načelnikova hiša. Prosim? Hočeš, da vstopim v njegovo garažo? Kot nekakšna vlomilka? Saj nisi pripravi, na koncu bova midva pristala za zapahi. Nehaj me potiskati, Puhek, padla bom. Ojej, saj to ni res. Ker če je, to pomeni, da igrače krade načelnik Rudi. Preiskovalka Pika. Se nenadoma zasliši gromek glas. Kaj delaš tu? Načelnik? Klenila vas bom. Vsa tresoča zavpije Pika. Ni to, kar misliš, ugovarja načelnik Rudi. Teh igrač nisem ukradel. Otroci so jih izgubili. Z njimi ravnajo, kakor se jim zazdi. Packajo jih in puščajo vse povsod. Mečejo na tla. Igrače, ki jih najdem, takoj odnesem domov in poskrbim, da jim je lepo. Preberem jim pravljico, jih pocrkljam in poskrbim, da sladko zaspijo. Saj sem jih že hotel vrniti, a se nikakor nisem mogel ločiti od njih. Tudi meni so prirasle k srcu. Načelnik. Igrače so najsrečnejše v otroških rokah. Bo kar držalo. Kako prikupna in napeta zgodba. Pika nas je naučila, da ni pomembno, kako velika ali majhna se zdi naloga, temveč koliko truda, vztrajnosti in srca vložimo vanjo. Draga Inja in Filip, naj vaju ta pravljica vedno spominja, da lahko s pogumom, zbranostjo in kančkom zaupanja vase rešimo tudi tiste skrivnosti, ki se sprva zdijo zelo zapletene. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Šerif Bobby. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pravličen pozdravček Inji in Filipu, ter pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravličnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Bravo, Pika. Misija opravljena.
Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. V tokratni pravljici bomo odpotovali na Južni pol ter spoznali pingvine, ki jim je ena samcata stvar spremenila njihova življenja. Le kaj bi to lahko bilo? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Nekoč je bil pingvin. Nekoč se je na mrzli, daljni ledeni gori pingvin Pingo spotaknil ob nekaj. Bilo je veliko in rdeče in v sredini listasto. Je bila streha? Splav? Jadralno letalo? Vetrobran? Klobuk? Grelna blazina? Stvar je bila precej neuporabna in je pingvine kmalu nehala zanimati. Pingo pa je postajal vse bolj zvedav. Strmel je v veliko, rdečo listasto stvar in jo poskušal razvozlati. Ko so minevali dnevi in tedni, so dobili drobni znaki pomen. Pingo je bil zelo bister pingvin. Od takrat se je Pingo v stvar zatopil. Ko so premraženi pingvini iskali zavetje, je povedal: Na tropskem otoku sem, tukaj ni snega. V času kosila je rekel: Nisem lačen, s princeso jeva sladoled. Zvečer pa je dejal: Ne moremo posteljo, z vesoljsko ladjo letiva na Luno. Pingvini so bili močno zbegani. Tropski otok, princesa, vesoljska ladja. Kje? Vse je tu notri, je razložil Pingo. V tej veliki, rdeči, listasti stvari. Prisluhnite. Pingo jim je začel pripovedovati o izjemnih ljudeh, daljnih deželah, čudežnih bitjih. Bilo je razburljivo, osupljivo, včasih malce grozljivo. In ko je obrnil zadnjo stran, so pingvini vzklikali: Hočemo še! Ničesar drugega ni, je žalostno rekel Pingo. Samo eno veliko rdečo listasto stvar imam. Samo trenutek, kaj pa je to? Antonova knjižnica, je prebral Pingo. Kdo je Antonova knjižnica? So vprašali pingvini. Ne vem, a moramo jo najti. Mogoče ima še druge velike rdeče listaste stvari. Zamisel jim je bila všeč. Podali so se na pot čez morje, čez gore, goščavja in džungle, dokler niso prišli do mesta. Kako drugačno je bilo od Pingove mrzle, samotne ledene gore. Meščani so hrupno racali in hiteli sem in tja. Zakaj se nihče ne ustavi? Je zaklical Pingo. Nenadoma je zagledal znan obraz. Princesa! In odpeljala jih je v Antonovo knjižnico. Antonova knjižnica je bila nekaj drugega, kot so pričakovali pingvini. Ni imela rok, niti nog, niti glave. Antonova knjižnica sploh ni bila oseba. V njej pa je bilo veliko listastih stvari vseh barv. To so knjige, je rekla princesa. Berimo. Uspelo jim je. A knjižnico so zapirali. Zapirate, je kriknil Pingo. Moram prebrati konec te zgodbe. Knjigo si lahko izposodiš in jo prebereš doma, je rekla princesa. V knjižnici si lahko vsakdo izposodi knjigo. In tako je vse več in več knjig romalo na Pingovo malo ledeno goro in nazaj.
Domovanje pingvina ni bilo več mrzlo in na koncu sveta. Zato je poskrbela velika, rdeča, listasta stvar. Izjemna pravljica, prav gotovo. In v knjigah se resnično skrivajo izjemne modrosti, ki odkrivajo nova znanja ter budijo našo domišljijo. In res sem vesela, da bodo domišljijo razvijali tudi pingvini in si tako krajšali čas v mrzlih zimskih dneh. Otroci, o mojem knjižnem kotičku pa prisluhnite še pravljici Zajčkov bralni krožek ali pa pravljici Tiho, tukaj beremo, kjer so živali prav tako z navdušenjem prebirale knjige. Res luštni pravljici. Verjamem, da tudi vi uživate v listanju ali prebiranju knjig. Pozdravček prav vsem. Čau, čau. Ja. Pingvin Pingo. Zanimivo, kako se je tale listasta stvar sploh znašla na južnem polu.